Pozdravljeni še v mojem imenu, sem Nataša Teraš, Krojs, prihajam iz podjetja Lumar. Hvala organizatorju za povabilo na današnji dogodek. Slišali smo že veliko informacij, da mogoče že malo utrujenosti, ker gre dejansko konferenca proti koncu. Tako da bom jaz probala hitro in strnjeno podati še našo prezentacijo. Kot je bilo omenjeno že prej z strani Iztoka in pa tudi drugih, v bistvu je tematika današnje konference že bila na nek način tudi večkrat, poudarki so že bili večkrat izpostavljeni, ne. Mogoče pa lahko celo konferenco zaključimo dobro z to našo predstavitvijo, v okviru katere bomo predstavili pa kako je primer trajnostne gradnje tudi v praksi. Zdaj, mogoče za začetek vseeno eno vprašanje, ne, kako danes je bilo že dosti povedano o samih vidikih trajnosti, ki so ekonomski vidik, socialni vidik in okoljski vidik, zdaj pa kako to prenesti bolj dejansko na same stavbe, ne. In to bi lahko prenesli, tako kot je prikazano tukaj na diagramu, se pravi na bivalno ugodje, na samo energijo in pa na okolje, se pravi, kakšen vpliv imajo te stavbe na okolje. Zdaj, v nadaljevanju predstavljam konkreten primer, mi smo šli tu v certifikacijsko, po eni certifikacijski shemi Active House, pa predlagam, da za začetek na kratko predstavim samo hišo, se pravi, gre za enostanovanjsko hišo, našo kataloško hišo Primus R150, ki se razteza v 2 etažah na 150 kvadratnih metrih bivalne površine. Hiša stoji v Dragomlju, ki je po enih shemah trajnostnih certificiranj namreč tudi pomembno, v kakšnem okolju se hiša postavi, da je v bližini vsa potrebna infrastruktura na 650 kvadratnih metrih parcele. Grajena je pa z leseno okvirno konstrukcijo, v našem konstrukcijskem sistemu Lumar Prestige. Mogoče še na kratko malo prehitro, na kratko še o tlorisu, ker tudi sam tloris, tudi arhitektura predstavlja pomembno komponento pri snovanju trajnostnih stavb. Tukaj gre za zelo funkcionalen tloris, tukaj v levem zgornjem kotu vidite tloris pritličja, katerega osrednji prostor predstavlja dnevno bivalni del, ki združuje kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, vse skupaj cirka enih 45 kvadratov. To je prostor, kjer se dandanes družine potem tudi največ zadržujejo. Ob tem je pritličje zasnovano tako, da imate še eno dodatno sobo v pritličju, ki jo v našem primeru koristimo kot pisarno, in pa tehnične oziroma podporne prostore, ki so pozicionirani na severnem delu stavbe. Nadstropje je namenjeno spalnemu delu, v njem vidite so 3 sobe, glavna spalnica za svojo garderobo in pa 2 otroški sobi. Prav tako so tudi tukaj vse sobe usmerjene proti jugu, kjer se z velikimi steklenimi površinami odpirajo navzven in povezujejo z okolico, medtem ko so na severu pa pomožni prostori, kot je kopalnica, tukaj z podaljškom tudi savne, stopnišče pa garderobna soba. Zdaj pa mogoče hišo predstavimo skozi certifikacijsko shemo Active House. Danes je že bilo povedano, da obstaja več različnih certifikacijskih shem, tudi na primer DGNB, LEED, BREEAM so bolj uveljavljene, že imajo več tudi certificiranih stavb. Mi smo se odločili za začetek, da certificiramo stavbo po shemi Active House, ki predstavlja res da nekoliko bolj enostavno in uporabniku prijazno shemo ocenjevanja. Pri tej certifikacijski shemi, kot je predstavljeno tu, se ocenjuje 9 kriterijev iz 3 ključnih kategorij gradnje. Se pravi iz bivalnega ugodja,
na področju katerega se ocenjuje dnevna svetloba, toplotno ugodje in pa kakovost notranjega zraka, iz področja energije, kjer se ocenjuje raba energije, oskrba z energijo in primarna energija, in pa za področje okolja, kjer se pa ocenjuje obremenitev okolja, poraba sveže vode in pa trajnost gradbene konstrukcije. Pa bi morda predstavili zdaj projekt tudi skozi te parametre. In če začnemo morda pri bivalnem ugodju, ki postaja dandanes vse pomembnejši parameter pri ocenjevanju stavb. Saj v bistvu je dejstvo, da ljudje več kot 2/3 časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je zelo pomembno, kakšni so ti zaprti prostori, v katerih bivamo. Na bivalno ugodje, kot vidite tukaj, in kot je bilo povedano prej, vplivajo različni faktorji. Zdaj, 3 od teh, dnevna svetloba, toplotno ugodje in kakovost zraka, so se tudi ocenjevali, vrednostno ocenjevali, medtem ko sem dodala osebno tudi še zvočno ugodje, ki tudi zelo pomembno vpliva na samo bivalno ugodje. Zdaj, tukaj se lahko izpostavi tudi dejstvo, da dnevna svetloba in toplotno ugodje sta v veliki meri definirana že z arhitekturno zasnovo. To nakazuje tudi na to, da je pri snovanju trajnostnih stavb zelo pomembno interdisciplinarno sodelovanje, saj lahko že z samo arhitekturno zasnovo tudi veliko vplivamo na končni rezultat. Medtem ko sta morda kakovost zraka in pa zvočno ugodneje bolj tehnični rešitvi, ki se implementirata s pomočjo razvitih oziroma novo razvitih tehničnih rešitev. Za področje dnevne svetlobe, analiza dnevne svetlobe, mogoče malo tehnično. Tukaj je bila izvedena v postopku certificiranja, je bila izvedena z programom Velux Daylight Visualizer, tudi analiza dnevne osvetlitve posameznih prostorov. Slike so sicer malo zamenjane, to levo je nadstropje, desno je pritličje, iz katerega je razvidno, da so v bistvu prostori zelo dobro osvetljeni. Posebnost je morda tukaj v nadstropju, v obeh sobah otroških sobah so ob oknih, ki so vertikalno na fasadi, vključena tudi strešna okna na ravni strehi, ki zagotavljajo zenitalno svetlobo in s tem bistveno dvignejo faktor dnevne osvetljenosti na povprečje 6,2, kar predstavlja že zelo visok faktor in v bistvu v tem primeru je za normalno delo in bivanje v sobi potrebno zelo malo umetne razsvetljave. Tudi v pritličju, kot vidite, je dnevno bivalni prostor za povprečjem 4,2 zelo dobro osvetljen. Pomemben drugi kriterij je tudi toplotno ugodje in kakovost zraka. Koncept toplotnega ugodja je predstavljen na levi sliki. Tukaj je potrebno izpostaviti v prvi vrsti sam toplotni ovoj stavbe, ki je označen z rdečo barvo, pomeni odlično izolacijo oziroma optimalno izolacijo sten, talne plošče in pa strešne konstrukcije. Tukaj je bila streha izvedena kot zelena streha, ki predstavlja tudi dodatno zaščito pred poletnim pregrevanjem, pa tudi pozitivne okoljske vplive. Naslednji pomemben element samega ovoja stavbe so pa steklene površine, ki na eni strani zagotavljajo solarne dobitke, jih je pa seveda potrebno ustrezno senčiti, da preprečujejo pa poletno pregrevanje, takrat, ko to ni potrebno. Senčenje, kot rečeno, z zunanjimi žaluzijami oziroma tudi z arhitekturnimi elementi, kot je predstavljeno tukaj, ko z balkonom potem lahko senčimo tele površine pred močnim pa visokim poletnim soncem. Enako še bolj pomembno je to pri strešnih oknih, kjer potem z ustreznimi senčili, na hiši imamo vgrajena tako zunanja kot notranja senčila, preprečujemo prekomerno pregrevanje. Sama kakovost zraka. Koncept kakovosti zraka vključuje bolj tehnične rešitve, ki so predstavljene na desni sliki. Kakovost zraka je zagotovljena z kombinacijo naravnega in mehanskega prezračevanja. Mehansko prezračevanje je izvedeno kot centralni prezračevalni sistem. Naravno prezračevanje
pa je kombinirano z odpiranjem vertikalnih okenskih odprtin in strešnih okenskih odprtin. Ker je zadeva povezana tudi z pametnimi inštalacijami, ki nadzorujejo celotno delovanje hiše, se potem lahko ta sistem zelo dobro uporablja tudi v poletnem času za pasivno pohlajevanje, kolikor to temperature po noči omogočajo. Potem, če se spustimo na področje energije, zdaj tukaj je osnovni koncept energetska učinkovitost, ki verjamem, da je danes že zelo dobro poznan. Tu smo šli že skozi faze od pasivne hiše do dobrih nizkoenergijskih, danes skoraj nič energijskih hiš. Ampak kaj je potrebno poudariti, da zdaj v teh naslednjih fazah ne govorimo več samo o potrebi po energiji, pač pa tudi o skrbi z energijo, kako to energijo dobimo in pa tudi o skupni rabi primarne energije. Zdaj v našem primeru gre za hišo, ki ima zelo nizko potrebo po delovanju za energije, k čemur doprinese odlično izoliran ovoj. Tukaj na primer predstavljena toplotna prehodnost oken je 0,8 zunanjih sten, 0,14 talne plošče, 0,1 vata na kvadratni metri Kelvin, tudi strešne konstrukcije 0,1 vata na kvadratni meter Kelvin. Na drugi strani pa potrebno energijo, električno energijo za delovanje zagotavlja sončna elektrarna, ki je nameščena na nadstrešku ob hiši. Sončna elektrarna je moči 7,8 kWp, kar po izračunih zadostuje za celotno porabo, ki jo hiša potrebuje za delovanje, pa še nek višek za polnjenje električnega avtomobila. Kar je morda posebnost pri tej sončni elektrarni je tole, da je elektrarna izvedena na nadstrešku, kot je razvidno iz slike, z temi propustnimi paneli, tako da dobi nek dodano funkcionalno vrednost celoten nadstrešek in potem v povezavi z električnim avtomobilom povezuje tudi trajnostno bivanje in mobilnost. Se opravičujem. Tukaj še mogoče nekaj podatkov zdaj samih o energiji, se pravi potreba po energiji za ogrevanje in hlajenje je manjša od 15 kWh na kvadratni meter na leto. To izpolnjuje tudi razpisne pogoje Ekosklada. Za hišo je bila tudi pridobljena subvencija s strani Ekosklada. Raba energije za celotno delovanje stavbe se opravičujem, pa znaša 42,1 kWh na kvadratni meter na leto. Zanimivo je mogoče dejstvo, da če pogledate tale diagram na desni, da večino energije potrebujemo več kot polovico za pripravo tople vode. In to se danes večkrat dogaja pri zelo energetsko učinkovitih hišah, da ogrevanje predstavlja le še manjši del v strukturi celotne porabe energije za delovanje stavbe. Na drugi strani pa je proizvedena električna energija s pomočjo sončne elektrarne pa ocenjena na 57,2 kWh na kvadratni meter na leto, kar pomeni, kot že povedano, da pokrijemo vso potrebo po električni energiji za delovanje hiše. In še zadnje področje, okolje, ki se tudi ocenjuje. Tukaj so izpostavljeni v okviru certifikacijske sheme, je bila izvedena poenostavljena analiza vplivov na okolje, se pravi poenostavljena LCA analiza. Pomembno za okolje je tudi izbor materialov. Tukaj smo v zadnjih predavanjih slišali o prednostih lesa kot konstrukcijskega materiala. Tudi ta hiša je lesena, z leseno okvirno konstrukcijo. Dodana vrednost, ki vpliva tudi na varovanje okolja, je zelena streha, s katero tako znižujemo temperaturo v okolici hiše, ki zadržuje vodo in pa nenazadnje vrača tudi zeleno površino okolici, ki smo jo z gradnjo odvzeli. Pomembni so ukrepi za varčevanje z vodo.
in pa tudi okoljski certifikati za materiale se izpostavljajo. Tukaj sta predstavljena FSC in PEFC kot dva certifikata, ki se uporabljata z področja trajnostnega delovanja z gozdovi in veljata za lesene produkte. Zdaj mogoče še na kratko samo tu nekaj vrednosti, ki so bile zavedene, ki so bile evalvirane skozi proces, se pravi delež lesa z okoljskimi certifikati FSC oziroma PEFC na tej hiši znaša 90%, kar predstavlja dejansko, bomo rekli, skoraj ves konstrukcijski les, nekaj manjšega ostalega lesa, pa pač prihaja iz nekih manjših lesno-predelovalnih obratov, ki teh certifikatov še nimajo. Delež materialov z okoljsko deklaracijo proizvoda znaša 22%, kar je res da mogoče nekoliko nizko, ampak je že bilo izpostavljeno tudi v enem od prejšnjih predavanj od dr. Šijančeve, da je to dejansko še mogoče ena težava trenutne situacije na trgu gradbenih proizvodov, da je pač proizvodov, ki so certificirani, še relativno malo. Delež materialov znotraj objekta, ki jih je mogoče reciklirati, predstavlja 41%, kar pa tudi daje še kar nekaj možnosti za izboljšavo. Zdaj pri okolju, kot že predstavljena, je mogoče izpostavljena tudi zelena streha, ki kot rečeno ne prinaša samo dodatnih prednosti z vidika izolacije, ampak tudi z vidika okolja. Zdaj mogoče je res, da certifikacijska shema Active House nekoliko enostavnejša v primerjavi z DGNB-jem ali LEED-om ali BREEAM-om, vendar pa tudi s temi enostavnimi kazalniki spodbujamo razmišljanje, projektiranje, pa tudi rešitve v smeri našega končnega cilja, da bi v bistvu standardno uvedli trajnostne stavbe. Zato bi jaz mogoče zaključila moje predavanje z enim citatom od Desmonda Tutuja, ki pravi: "Do your little bit of good where you are, it's those little bits of good put together that overwhelm the world." Hvala lepa.